Torej, Ministrstvo za notranje zadeve me obvestilo, da število podpisov, ki so jih zbrali pobudniki, ni zadostno. Če sem konkreten, zbranih je 2151 podpisov, moralo pa bi jih biti 2500, se pravi, da pobuda ni veljavna, kar pomeni, da gre zakon v objavo. Sem ga že podpisal, ga poslal v urad predsednika republike in zakon bo razglašen, objavljen v uradnem listu in bo začel veljati. Torej, osnovni problem je v tem, oziroma osnovna informacija je v tem, da je podpisal premalo, zato roka za zbiranje 40 000 podpisov ne bom določil in tega referenduma ne bo. Zdaj, v zadnjih dneh so zakrožili informacije in tudi dokumenti, ki so kazali, da so se ti podpisi zbirali že vnaprej na zalogo, še prednje zakon sploh stopil v veljavo in tako dalje. Drugi problem teh podpisov seveda je, da se zbira na zelo enostaven način, tako rekoč na ulici in da pristnosti podpisa praktično ni mogoče preverjati, kajti podatek o tem, kakšen lastnoročni podpis ima posamezni državljan, v nobenem registru ne obstaja in zato seveda je stopnja verodostojnosti teh podpisov vedno nekoliko nižja. Glede na to je zanimiva ideja, zanimiva pobuda, da bi v zakonu o referendumu in ljudski iniciativi določili, da se že v tej fazi, torej pobudi za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma, podpisi zbirajo na bolj verodostojen način, torej tako, da so overjeni pri upravni enoti, tako kot velja kasneje za tistih 40 000 podpisov.